Lepo pozdravljeni, dobrodošli na MoneyHow Live. Kar nekaj znanih obrazov se videvamo praktično že vsako leto, nekaj tudi novih obrazov, tako da dobrodošli na dogodku MoneyHow Live. Kot vidite, snemamo audio, video, foto, vse bo dokumentirano. Tako da ja, čaka nas kar precej pester dogodek. Na srečo imamo super vreme, tako da nas sonce prav preveč ne moti. Tako da danes bomo živa, kar izvolite. Danes bomo v bistvu v prvem delu najprej spoznali, se bomo malce zasukali po slovenskem borznem parketu, potem gremo na disruptorje, bomo pogledali, kaj pripravljajo v bistvu brokerji v tujini in kako lahko tudi Slovenci te brokerske hiše uporabimo, kako si lahko pomagamo z njimi. Tretji dogodek oziroma tretja okrogla miza je pa sploh zanimiva. 7 vprašanj bomo izpostavili, ki bodo ključna, na katere moramo odgovoriti za naslednje desetletje. Tako da kar nekaj zanimivih tematik je pred nami. Zdaj nisem pripravila nekega uvodnega govora. Tiste, ki ste bili lansko leto na tem dogodku, se mogoče spomnite, da sem izpostavila 3 osnovna pravila investiranja, ki so bila zapisana pred 300 leti. Se pravi, razpršenost, stroškovna učinkovitost in dolgoročnost. Čist nič ni seksi v tem, ne? Ne vem, kako boste milenicu, zelenicu prodali dolgoročnost. Jaz sem se pogovarjala s številnimi mladimi, njihovo dojemanje dolgoročnosti je malce drugačno od našega dojemanja. Recimo mladi fantje, ki investirajo sploh na kriptotrgu, dolgoročno razumejo 2 do 3 leti. Se pravi, to je njihov horizont. Ne? To mi je bilo zelo fascinantno, ko se pogovarjam z mladimi, kako v bistvu razumejo, dojemajo samo investiranje. Tako da to je kar taka ena zanimiva zadeva. Lahko pa rečem, da sem kar precej pod vtisi zadnjih 2 mesecev, 3, pripravila sem finančno pismenjevanje za mlade, za dijake, 2., 3. in 4. letnik, splošna gimnazija, ekonomska gimnazija in ekonomski tehnik. Jaz sem velik pristaš in zagovornik predvsem neodvisnega finančnega opismenjevanja. Vse je treba povedati, tudi tisto, kar pač nočemo mogoče povedati. Moram priznati, da sem bila presenečena nad obiskom enega bančnika, bom kar izpostavila bančnika. Bil je na šoli praktično en večer prej, pred mojim predavanjem, ker je v bistvu govoril o tem, kako je postal uspešen bančnik, menedžer, kako banka ustvarja profit. Potem sem pa mlade vprašala, pa vam je ta bančnik povedal, ne imeti denarja na banki. No, to je pa pozabil povedati. To je pa ena taka pomembna stvar, ki se mi zdi, da je pa treba vse mlade spodbuditi, da aktivirajo denar. Mladi, stari, ne vemo, 17, 18, 19 let imajo denar v nogavici dobesedno, pod polštrom, nimajo investiranega denarja. Denar nimajo niti vezano, nimajo vezane vloge na banki, dobesedno jim leži na TRR-ju in ne vejo, kaj s tem denarjem početi. To je nekako eno tak skupek oziroma nek zaključek tega 2-mesečnega predavanja mladim. Pa še ena zadeva je, ki sem jo opazila, hitri zaslužki. Mladi želijo zelo na hitro zaslužiti. Nimajo časa, da bi lepo sistematično, ampak enostavno, hitro, hočejo z danes na jutri in tukaj se mi zdi, da je treba biti zelo pazljiv. Zelo veliko je po 15 letih bikovskega trenda tudi zelo veliko nekih kvazi finančnih strokovnjakov, sploh med mladimi. Ne vem, če ste poslušali zadnjo epizodo, kjer smo v bistvu nekako razkrili zgodbo vplivnic. Ne vem, če so glih vplivnice, no. To so neke mlade punce, ki propagirajo neko MLM zgodbo, nek mrežni marketing, prodajajo neko izobraževalno platformo, elit paket stane 1400 €. Obljubljajo pa hitre zaslužke, nič ne rabiš znati, nič ne rabiš delati, vse ti drugi zrihtajo, ti samo copy-pasteš signale. In je to. Easy. Jurja na dan. 1500 menda tudi po novem zaslužijo te punce. No.
V glavnem, zdi se mi, da je to lahko zelo slab message za vse, ki se nekako trudimo finančno opismenjevati in nekako spodbujamo ljudi, da postavijo neke zdrave temelje svojemu portfelju, ne pa da skočijo na glavo vsakič, ko se nekdo prikaže in obljublja neke sanjske donose. In to se ravno zdaj dogaja. Zdaj se res po 15 letih, ne vem, a opažate, da je zelo veliko nekega oglaševanja. Vsakič, ko grem na TikTok, Instagram, ne vem, YouTube, videvam nove obraze, ki jih prej v življenju nisem videla, nikoli nisem srečala, na nikakršnem opismenjevanju, izobraževanju. Danes so to guruji oziroma se predstavljajo za guruje. Ste to opazili? Po 15 letih, ne, se mi zdi, da je dejansko se je začelo dogajati tudi to. Je pa tako, no, iskreno vam bom povedala, pa nočem za dolgoveziti, sam na hitrco bom sem še to povedala. Pogosto se vračam nazaj v leto 2006, 2007, 2008, ko smo dosti podobne situacije imeli in kar nazaj me vleče v to res neodvisnost, da smo nekako samostojni, da lahko povemo to, kar si mislimo, da ne rabimo biti nekako ujetniki nekih finančnih inštitucij, ki pač danes dobesedno kopljajo v denarju in z lahkoto kupijo marsikoga, da potem tudi pač mogoče propagira neke zgodbe in ne predstavi celotne vsebine, tako kot bi mogoče moral predstaviti. Nisem hotela iti v to smer, ampak ja. Evo, na hitrco vam bom pokazala en video teh mladih. Nisem se predstavila, jaz sem Marja Milič. Evo, ja, in nekako resno, to se mi zdi kar pomembno, ta neodvisnost je za mene neverjetno dragocena, to je dejansko v današnjih časih res luksus, a ne, biti neodvisen in povedati kdaj tudi ne, hvala, lepo se majte, pa idite kam drugam, ne. Tako da MoneyHow ostaja neodvisen in bomo še naprej v bistvu kritični do takšnih in drugačnih praks. Tako da jaz predlagam, da kar pridejo za omizje, za debato, naj se mi pridruži Primož Cencelj iz Modre zavarovalnice. Živja Primož, kar izvoli, kamorkoli. Daniel Medved, Nova KBM, Matej Šimnic, Capital Genetics, pa Boštjan Mencigar. Boštjan, a ti rečem, da si ti investitor v slovenske delnice? Kakor hočem. A te lahko presedem? Ja, bom kar tako začela. Boštjan je investitor, kupuje slovenske blue chipe, bo tudi malo se pojasnil, kaj je motiv v ozadju. Matej je analitik, ki je analiziral zelo podrobno slovenske blue chipe. Zdaj ima malce drugačno mnenje o slovenski borzi. Daniel je v bistvu prihaja iz Nove KBM, ti si direktor naložbenega sektorja, ne? Investicijskega bančništva. Nova KBM je tudi vzdrževalec likvidnosti na Ljubljanski borzi, pa pomagate pri izdaji zakladnih menic, ki so zdaj zelo aktualne. Ne vem, če ste danes dobili kakšno sporočilo od enega brokerja, ne? In pa obveznice slovenske državne. In pa Primož Cencelj, vsi se ga spomnite oziroma ga poznate kot strokovnjaka za obvezniške sklade. Zdaj si se pa presedel v novo vlogo, zdaj si direktor naložbenega sektorja na Modri zavarovalnici in zdaj boš spremljal vse. Tako je. No, evo, kaj bomo začeli kar s tabo, Primož, ne? Boš mogoče povedal, kako to, da si zamenjal pozicijo, službo, kakšne so tvoje pričakovanja v novi službi in koliko boš spremljal slovenske delnice? Najprej en lep pozdrav vsem. Me zelo veseli, mlada energija, ki je interesirana na kapitalske trge. Moja ambicija menjave je v tem, da lahko grem iz na eni strani obvezniških trgov na, kako si že opisala, celotni investable universe, na drugi strani pa, da se ljudje v bistvu premalo časa razmišljamo v tretjem starostnem obdobju.
neskončno knjig lahko najdemo o tem, kako vzgajati otroke, še več platform, kako dobiti partnerje, tudi ne za dolg čas, ampak še več knjig, kako obdržati partnerje, kako formirati profesionalno življenje, kako izboljšati CV, kako dobiti boljšo službo. Premalo časa se pa razmišljamo o tem, kaj bo potem, ko bo naša človeška energija usahala in bomo mogli živeti tudi česa drugega. In v tem kontekstu je prenos nekega znanja iz enega okolja v neko drugo okolje, ki se ukvarja predvsem s tem, kako prenašati kapitalsko čas, se mi zdi smiselno, da lahko družba ima več na koncu. Ja, se strinjam, jaz sem tudi velik zagovornik varčevanja za pokojnino, ko sem se z mladimi, ko sem mlade vprašala, če kaj razmišljajo o pokojnini, lahko rečem, da ne. Stari 16, 17, 18, 19 let. A gremo mogoče na hitro skočiti, malce pogledati statistiko, in sicer slovenska borza, dostikrat slišimo, beremo v nekaterih medijih, da je ena izmed najbolj donosnih borz na svetu, ne? A pa to res drži? A ste kaj gledali statistiko? Ko ste šli prečekirati, Boštjan, ti kimaš, da je? Ja, je, siguren, med prvih 20 je letos pa v lanskem letu. Ja, zdaj, če pa primerjamo recimo z ameriškim S&P 500, bi rekel, da je še vedno slovenska borza med bolj donosnimi, ali da mogoče S&P Je. Boš vztrajal pri slovenski borzi? Ja, moram te razočarati, da če gledamo na daljše časovno obdobje, je S&P 500 bolj donosna borza. Recimo, če gledamo na 20-letno obdobje, ker na borzo konec koncev gremo za daljše časovno obdobje, ne gremo za mogoče eno leto, ne, ali pa par let. Ne. Recimo v 20-letnem obdobju je dejansko S&P z total return, se pravi z upoštevanimi dividendami, ustvaril 627%, medtem ko SB top 245. A si presenečen? Ne, saj vem, na dolgi rok zdrži, jaz pa lahko zberem en časovno obdobje, ki pa SB top nese. S&P, tudi jaz sem ga iskala. Prvi 2018 ga nese na total return. Jaz sem šla tudi preveriti, jaz sem gledala zadnje 5-letno obdobje in dejansko, ko gledaš total return, je pa SB top 115%, S&P 500 pa 96%. Tako da na 5-letnem obdobju oziroma 6-letnem je malenkost boljši SB top. Je? Na 6 je pa še malo boljši. Na 6 je pa še malo boljši. Ja, ampak vsem, zdaj plusi in minusi investiranja v slovenske delnice. Marsikdo od naših poslušalcev je zdaj na novo odkril slovensko borzo, ker je možnost pač investiranja tudi v slovenske delnice. Malo več možnosti imamo danes, kot smo mogoče imeli pred časom. Mogoče bi vsem, Boštjan, glede na to, da trg spremlja že kar nekaj časa, daj mi naštej slabosti investiranja v slovenske delnice. Ja, jaz sem začel nekje 2002, tako da 22 let se že s slovensko borzo ukvarjam. Mislim, siguren so slabosti, ne? To je plitu trg, brez večje likvidnosti, ko gre kaj narobe, se zelo hitro zgodi, da pač ni kupcev. Ne? To je bilo še posebej izrazito na Balkanu, kjer je bil to en tak skrajen primer tega, kaj se zgodi, ko kupcev kar naenkrat več ni. Slovenija glede tega vseeno nekoliko boljšno. Tako da tle ni vse en toliko ekstremno, kot se je to dogajalo recimo v Bosni. Je pa tako, ne, domač trg, nekako si predstavljamo, da ga malo bolj poznamo. Jaz včasih vseeno si mislim, boljši prvi na vasi kot zadnji v mestu. Jaz moram reči, da zase osebno, kar sem se igral na ameriškem trgu, ne, tam je toliko neskončno priložnosti, da pač toliko dolgo se igraš, da na koncu zafrkneš, ne. Tako da v Sloveniji vseeno bistveno manj tvegano, kar se tega tiče, da lahko zbereš napačno naložbo. Jih ni veliko, ne? Ja, tudi to, ampak so načeloma neki blue chipi, ki so relativno varni. No, analitik Matej, zdaj imaš enkratno priložnost, da poveš svoje mnenje. Ti si analiziral delnice, gledal si v globino, v številke. Zdaj ne spremljaš več toliko slovenske borze.
Ja, ko si analitik, je v bistvu imaš zelo dober pogled v to, kaj podjetja delajo. Ne. Tudi dejansko smo se saj na polletni, če ne četrtletni bazi se tudi slišiš z upravom in tudi slišiš, kakšni so njihovi plani in lahko postavljaš tudi malo težje vprašanja. In v bistvu je slovenska borza nekako tako, da prideš na sestanek čez leto, čez 2 leti, čez 3 leta, ni nič v bistvu, kar bi te navdušilo. Recimo zgodba s Telekomom je bila, to je bilo 2018, mislim, da je bil sestanek, če se ne motim, zadnji, ko sem ga imel še z upravo oziroma predstavniki uprave, bilo, takrat so oni šli v dezinvesticije balkanskih družb, ki so jih jasno, vemo, kako so jih dobili oziroma kako so se narobe stvari delali, ampak vseeno, tam obstaja neka rast, trg ni zasičen, v bistvu niso regulirani, ker niso imeli takih tržnih deležev in je bila debata, ja, zdaj vi to prodajate in boste samo v Sloveniji. Ja, ok. To se pravi, tukaj imate obvladujoč položaj, ne morete spreminjati cene in kje bo rast? Ja, bomo dodatne storitve še imeli pa tako, ja, to bo, kaj boste za inflacijo povečevali cene in to je to. Ja, načeloma bomo to delali. Tako da to je nekako v bistvu neka neambicioznost slovenskih podjetij, enak recimo za Krko, kolikrat so bile debate, boste šli v biogeneričen del in tam iskali novo zdravje. Ne bomo, mi se bomo držali kar tega biznisa, ki ga tukaj obvladamo, bomo malo mešali substance skupaj in delali kombote, kar sicer v redu deluje, ampak na dolgi rok tukaj ni nobene ambicioznosti. Ne rečem pa, da se ne da na slovenski borzi pač zaslužiti. Še zmeraj se splača vsako delnico vedno pogledati. In na koncu tudi mi kot lokalni prebivalci tukaj vse enkaj vemo. Ne? Recimo lahko vidimo, koliko tovornjakov gre proti Kopru, ko se peljemo proti morju. Vemo tudi, kakšne police zavarovalne nazadnje podpisujemo. In če je kdo recimo spremljal, ko so bile poplave, lahko vsak šel v tistem trenutku pogledati, a ima pri poplavi dejansko kaj zavarovanje. In marsikdo je šele takrat ugotovil, da nima, kar pomeni, da zavarovalnice načeloma niso trpele visoke škode. In če greste letos gledati letna poročila, boste videli, da je Triglav imel visoke izgube zaradi zdravstvenega zavarovanja, ki so mu ga ukinili, in da so bile v resnici škode večje za toče, kot pa za poplavo. In lahko lokalni prebivalci oziroma kot lokalni tukaj poznamo firme, vemo, imamo posel z njimi, kupujemo njihove izdelke in vemo, kaj so recimo slabosti in prednosti. In takrat to recimo bila ena priložnost zdaj v zadnjem letu, ker se je ob padcih obeh zavarovalnic dalo to izkoriščati. Ne. Recimo drug primer je NLB. Vidimo, kakšne depozitne obrestne mere imamo, vidimo, koliko nam računajo za kredite na hiše, da imamo variabilno obrestno mero, da se nam obrestna mera viša, na drugi strani za depozit, kot je rekla Marja, ne dobivamo nič. To se pravi, vemo, da si NLB in tudi ostale banke na trgu odrežejo zelo velik kos. In vemo, da bodo rezultati super, vemo, da bo tudi dividenda dobra, ker je slabih kreditov ni, kapitalska ustreznost bo v redu. In imamo kot lokalni tukaj igralci, mislim, vlagatelji določene prednosti, ki jih ne smemo zanemariti, kljub temu, kot sem na začetku rekel, so firme na splošno zelo neambiciozne. Boštjan, neambicioznost naših predsednikov uprav, članov uprav. Tle ene enormne rasti sigurno ne bo, ne? Je pa konstantna zmerna rast, je pa prisotna. Ne? In tudi to, kar je Matej omenil, te tri so bile take krasne priložnosti, nadaleč vidne, ne? Obe zavarovalnici pa NLB. Lani jesen, kdo je to kupil, je zelo dobro zaslužil. Ne? Če je prodal. Tudi če še ima, zakaj? Če še ima, dobro, bomo videli, kaj se bo dogajalo. Dobro, bomo videli, kaj se bo dogajalo. V glavnem, dividendo bo dobo, ne? Dividendo bo dobo, no, ko smo zdaj pri dividendi in neambicioznosti naših članov uprav, je pa mogoče dividenda ena taka tolažba, ki jo dajo vlagateljem zato, da so pač investirani v te zgodbe. Dividendna donosnost nekako povprečno, recimo SBI top je tam 5-6% na letni ravni, nekako tudi Krka ima zelo stabilno dividendo,
dividendno donosnost okrog 5-6%. Zdaj vidimo tukaj NLB trenutno po tej najnovejši kalkulaciji 11 evrov za dividende, ne, 10% dividendna donosnost. To so kar lepe številke, ne. Tudi vse praktično, vsi blue chipi bodo letos izplačali precej višjo dividendo v primerjavi z lansko dividendo, ne za vse družbe, ampak ja, recimo Krka 13-14%, dober, NLB smo že itak omenili, ne. Ja, dober, Luka Koper, vidim 20% nižja od lanske bo dividenda. Kaj pa bomo na to rekli? Mogoče, Daniel, če lahko kaj poveš na temo dividend, kako ti gledaš? Pozdravljeni še z moje strani. Mogoče bi se malo podal na drugo stran, tudi bolj analitično. Z tega vidika, če pogledamo, kakšni so dividendni donosi, ne, tako kot si Marija omenila, dividendni donosi so trenutno med 5-6%. Ne. Zdaj pa, če pogledamo malo širše, recimo, če pogledamo nemški DAX, ne, pa mogoče dodamo še kazalec razmerja med ceno in dobičkom zraven, ne. Ta je na borzni indeks slovenski tam okrog 8. Če pogledamo na nemškem DAX-u, je ta kazalec okrog 5. Boljše, ok. Hvala. Ne, v bistvu, če pogledamo na DAX, je potem dividendna donosnost na DAX-u je okrog 3%. Ne? Če pa pogledamo razmerje med ceno in dobičkom, pa ugotovimo, da je na DAX-u to razmerje 15. Ne? Če pa gremo malo širše, pa pogledamo čez lužo na on stran Atlantika, pa pogledamo recimo čisto enostavno na Dow Jones, vodilni ameriški borzni indeks, ne, ugotovimo, da je v bistvu razmerje med ceno in dobičkom 22, dividendna donosnost je pod 2%, rast pa tudi letos ni zavidljiva. Ne. Tako da, če iz tega vidika, dolgoročnega vidika gledamo, da so nekako slovenske delnice ugodne, vedotene kot tuje, ne, potem ugotovimo, da se na slovenski borzni trg še vedno splača investirati kljub tem malo slabšim pričakovanjem, kot so v tujini. Okay. Mogoče, ja, en izračun sem obljubila, da vam bomo predstavili, in sicer koliko dejansko velik portfelj je potrebno imeti, da recimo imaš 12 000 evrov zaslužka oziroma za dividendam, da bi seveda ustvaril. To se pravi, to je 1000 evrov na mesec, lepo dobiš dividende. Minimalni portfelj pri 8% donosnosti je 200 000 evrov. Se pravi, to je naš Matej izračunal, da bom še potunkala, če si slučajno narobe, se hecam. V glavnem 200 000 evrov velik portfelj, investiran si praktično vse slovenske blue chipe, enakomerna razporeditev, z izjemo, mislim, da enega nisi vključil, Equinoxa, ki je tudi v SB top vključen. Ja. Tako da ja, 12 000 evrov, se pravi 200 000 evrov velik portfelj. Če bi pa hotel recimo 120 000 evrov imeti na letni ravni, se pravi 10 000 evrov dividende, to je neto dividenda, bi pa vaš portfelj mogel biti velik skoraj 2 milijona evrov. To so kar take zanimive številke. Tudi našli smo nekaj slovenskih oziroma posameznikov, ki dejansko imajo precej večje portfelje od tega, ki sem ga zdaj omenila. Se pravi 120 000 evrov, to je 10 000 evrov neto na mesec, zato je potrebno imeti 2 milijona velik portfelj ob poprečni 8% dividendni donosnosti. Če pa upoštevamo recimo, da ni vsako leto tako super leto, a ne, pa rečemo, da je 6% dividendna donosnost, pa je potrebno imeti velik portfelj 2,7 milijona evrov. Primož, kakšne se ti zdijo te številke? Bi imel 120 000 evrov na leto dividend? Kdo jih ne bi imel? Bi pa vse rekel, da je pa to zelo lepa številka v primerjavi s tem, če gledamo te najbolj bogata stanovanja, ki se prodajajo v Sloveniji. Ne? To pa res ni veliko število stanovanj. To imamo pa tukaj enega strokovnjaka, oziroma kar nekaj strokovnjakin in strokovnjaka za nepremičnine, ki bodo pa mogoče tudi lahko povedali, kar se tiče nepremičnin. To se zelo dobro v bistvu izpostavilo. Mogoče lahko sem misel dokončam. Ampak če bi šli po ulici, ne, bi se najdel veliko več ljudi, ki bi si želeli imeti opeko, kakor pa teh ljudi, ki bi rekli, je mogoče tukaj alternativa. Jaz sem hotel to misel izpostaviti. Super, ta misel je odlična, ampak zdaj bomo pa dali Moniki Brili besedo. Ja, Monika, boš povedala, opeka ali delnica?
Opeka, žal. Je povedala nepremičninska posrednica. Še disclaimer, ne? Tako da ja, to je zelo dobro si to predstavil. Ker dejansko veliko Slovencev investira v nepremičnine, slovenska borza pa mogoče šele zdaj spoznavajo. Ampak mogoče bi recimo še drugo stvar izpostavil, da ko govorimo o zneskih 200 000, mogoče 2 milijona, je nekaj, kar je mogoče za ljubljanska slovenska borza prostor, da tudi razmišljaš o njemu. Ne. Če gledaš pa kot institucionalni vlagatelj, bom rekel, so ti zneski, s katerimi vrtiš, bistveno večji, je pa predvsem hitro se zabijaš v zid, pa ne stanovanj, ampak tega, da zelo težko se premikati med različnimi papirji in je v bistvu ta neambicioznost ali pa ni nujno neambicioznost managementa, kaj jaz tudi ne gledam, da sem, bom rekel, management neambiciozen. Včasih je sam poslovni model tak, da moraš biti hudo neracionalen, da greš izven nekih kontekstov, kjer ti prinaša stabilen denarni tok. Rekel, tudi slovenska podjetja, kako so prišla na borzo. Več ali manj je to vse predmet denacionalizacije oziroma pač lastninjenja. Bom rekel, so prišle podjetja na borzo, ki jih je Slovenija imela. Hočeš, nočeš, po domač povedan. Kar jaz pogrešam, je to, da bi kakšne bolj seksi zgodbe prišle na borzo. Take, ki bi imele želje, ki bi imele rasti ne 10% ali pa 5% letno, ne? Ampak take, ki bi same od sebe generirale 50-70% rasti prodaje letno, dobičkov letno in bi v bistvu nam ne bi bilo treba prodajati teh zgodb, ampak bi se same sebe prodajale. Tudi v Sloveniji je marsikatero podjetje bilo uspešno, oziroma Slovenci so zgenerirali že marsikatera podjetja, ki so končala potem na tujih borzah, ne pa na domači. In jaz mislim, recimo, kar nekaj dela exit zdaj v tem času. Na tuji borzi. Ja. Aha, a lahko mogoče razkriješ koga? Ne bi razkril. No, evo, vidite. Ampak v glavnem. hočem povedati, da pač, kar je za del finančnega opismenjevanja, pa nekaj, kar se tudi industrija trudi, je to, da razvijamo, bomo rekli, od garažnih podjetij ali pa podjetij, ki so, bomo rekli, že kakor toliko stabilna, da v bistvu razvijamo kapitalski trg kot nek most, od private equity skladov do skladov zasebnega kapitala, od succession skladov, vsega tega, ki bo mogoče čez 10 let omogočili, da bodo kakšna podjetja, ki so lokalna, tudi končala na lokalni borzi in ki bodo, rekel, ne nosila samo dividende, ampak tudi večji kapitalski dobiček. Daniel, kaj si ti misliš o teh seksi zgodbah? Malih manjka na ljubljanski borzi, ne? Na zadnje je bila NLB, ne? Delnica, ki je začela kotirati, kar neki izdajateljev pa celo razmišlja o umiku. Datalab je recimo ena izmed teh, ki se bo umaknil. Celo slovenska industrija je rekla, da bodo razmislili, ali se splača izdajati obveznice v tujini, ker jih cenej pride. Mogoče, če pokomentiram z drugega vidika, ko tudi sodelujemo v bistvu z izdajateljem, se tudi smo dejansko v preteklem letu izdali komercialni zapis dejansko genija, ne? In žal slovenski trg postaja omejen, ne? Če, tako kot je Primož prej omenil, pogledamo trg institucionalnih vlagateljev, je omejen v bistvu na nekaj pokojninskih družb, nekaj družb za upravljanje bank in zavarovalnic, ne? In ko se dejansko išče na nekoliko večja vsota denarja, dejansko vedno moramo prestopiti naprej. Ne? Se v dostih primerih tudi EBRD pristopi kot investitor, ne? In to je dejansko, na eni strani bi mogli graditi, bom rekel, bolj trg kapitala tudi razdeljen, da bi tudi v bistvu individualni investitorji pristopali do teh izdaj in zatem bi tudi širili horizont, seveda tudi znanje. In na drugi strani bi dejansko dobili več investitorjev, pa dejansko aktivirali slovenske investitorje, tudi manjše, ne samo institucionalne. Naši kolegi na Bloomberg Adria iz Hrvaške so pogledali, kakšna je struktura njihovih investicij in so ugotovili, da hrvaške družbe zelo veliko investirajo v slovenske blue chipe. Največ so investirani v farmacevtu Krki, več kot 350 milijonov evrov imajo hrvaški pokojninski skladi, potem investirajo tudi v delnico NLB-ja in Petrol.
tako da Hrvati predvsej investirajo. Pogovarjali smo se tudi, ne vem, če ste poslušali epizodo s Petrom Vlajičem, on je predsednik uprave Erste Plavi. Priporočam, da poslušate, kako oni razmišljajo o upravljanju pokojnin hrvaških. Zanimivo, na drugi strani smo pa tudi seveda preverili, kaj se dogaja z slovenskimi pokojninskimi družbami in smo se vprašali, zakaj niso investirani v slovenskih blue chipih, ne, med top 50 so le redki posamezniki, ampak še nekaj drugega smo ugotovili, Primož. Pokojninske družbe ne razkrivajo svojih naložb, recimo Modra zavarovalnica ne razkriva, potem Prva pokojninska družba, Generali. Zakaj je to taka skrivnost? Mislim, jaz to težko komentiram. Lahko pa sam rečem, da vse te naložbe pokojninskih skladov razkrivajo v letnem poročilu vse svoje naložbe. Kar se tiče pa premoženja zavarovalnice, pa to predmet lastnikov, ki v tem odločajo. Druga stvar pa bi rekel, da pač jaz si upam trditi, sploh kar se tiče naše zavarovalnice, da smo kar konkretno prisotni tudi na slovenskem kapitalskem trgu z primerljivimi zneski. Moram pa reči tako, da naložbena politika in zaveze, bomo rekli, neke pokojninske zavarovalnice se mi zdijo, da morajo biti take, da na dolgi rok maksimizirajo donos varčevalcev. Absolutno. In v tem kontekstu sam ne zagovarjam po definiciji tega, da mora biti kjerkoli delnica bolj pomembna kot katerakoli druga. Se strinjam s tabo. In v tem kontekstu je neka razlika lahko med hrvaškimi pokojninskimi skladi in slovenskimi pokojninskimi skladi, ker sam se tudi dostikrat vračam na začetek svoje kariere. Nažalost sem prišel v industrijo takrat, ko se je vse končalo, 6, 7, kjer smo po 20-letnem bull runu na slovenskem kapitalskem trgu prišli do neke končne postaje, kjer smo pač več ali manj vsi institucionalni vlagatelji v tistem času imeli hude probleme in fajn je, da v tem trenutku slovenske delnice niso predrage, kakor so bile predrage takrat, po 13 let bolj rano, o katerem govoriš, da smo se pač kot industrija nekako dozoreli, da znamo tudi tveganja malo bolj nadzorovati. Po drugi strani, sploh pa, ko so slovenske, recimo, ne vem, če govorim v pokojninskih shemi, da so pa naši portfelji tudi toliko zrastali, kjer je včasih likvidnost bolj pomembna in da v bistvu v času, da lahko premikaš naložbe med eno pa drugo, da je to zelo, zelo, zelo eno največjih tveganj, ki jih tudi gledamo. In bomo rekli, bi si želel, da bi bile na Ljubljanski borzi take delnice, ki bi pritegnile in bi pritegnile likvidnost. Ja, no, med top 50 največjih delničarjev smo našli tudi Modro zavarovalnico, ki investira v Telekom Slovenije, Petrol, Cinkarno Celje, Savore in Luko Koper. No, da se poiskati, če se malce potrudiš. Zanimivo, ko govoriš o maksimizaciji profita, to ne bi bilo tudi po moje vsem nam v interesu, da želimo maksimirati, a ne, se pravi z minimalnimi stroški, želimo seveda investirati in pokojninske družbe to odlično počnejo. Oni investirajo v ETF-e. Ja, en velik del tega je, manjka čisto narava posla, upravljanje premoženja je, da si bolj ali manj vezan na upravljalsko provizijo letno. To je nek odstotek pri kakšnih vzajemnih skladih ali pa 2 ali pa 2,5 pri pokojninskih družbah. Se pozna, ne? Se mi zdi pravilno, da se je ta zgodba naredila, ker se te upravljalski stroški, bomo rekli, gibljajo med 0,5% pa 1%, kar je materialno na dolgi rok. Na drugi strani je pa velikost tista, ki igra vlogo in bomo rekli, če so upravljalski stroški relativno nižji, ne, si tudi ne moreš prvošati imeti ekipe po 200-300 ljudi, ki bi lahko vsako podjetje od spodaj navzgor pregledale in bom rekel na dovolj profesionalen način
upravljale. In v tem kontekstu je lahko ena od možnosti do dostopa do tistih trgov, v katerih se ne čutiš, da bi z bottom-up lahko analiziral podjetja, tudi pasivni ali pa aktivni vzajemni sklad, in mi v bistvu ne diskriminiramo med enim in drugim. Na eni strani iščemo aktivne, najboljše upravitelje na posameznih trgih aktivnih skladov, tudi če je tam mogoče upravljalska provizija nekoliko višja, so določeni upravitelji, ki skozi čas upravičujejo to ceno. Na drugi strani pa mogoče pri teh bolj likvidnih naložbah, kot so ameriški S&P 500, o kateri si govorila, pa nekaj dosti za razmišljati, pa mogoče kar direktno v. Jaz se spomnim, smo imeli enega gosta, ki je rekel, da Egon Zakrajšek, no se ga verjetno spomnite, zdaj trenutno ne sme dajati izjav za medije ali pa za podcaste, ker pač v funkciji, novi funkciji, rekel je, da bi tudi opice znali investirati v S&P 500. To je bila njegova izjava in ga citiram. V glavnem, ja. Ja, likvidnost je tam. Likvidnost je tam, ja. Ja, tudi mali vlagatelji smo cenovno občutljivi in iščemo ugodne priložnosti in definitivno ETF-i, o katerih pogosto govorimo, ne, so ena izmed teh postaj. Mogoče, Boštjan, če lahko poveš, kaj pa recimo, da bi investiral v v indeksni sklad oziroma v ETF vezan na slovenski blue chip oziroma na SB Top, se upravičujem. Ja, to je sigurno dobra poteza. Ni dvoma. Ivan, hočeš reči nešto na to temu? Ivan prihaja iz Intercapital, ki ponuja pravzaprav te ETF-e. Pa od kraja 2020. godine mi smo lansirali u Hrvatskoj 2 ETF-a, jedan na Hrvatsku, jedan na Sloveniju. Prošle godine smo lansirali još 2, znači na Rumunjsku i Money Market ETF, i sva 4 ETF-a su listane na Ljubljanskoj burzi. Tako da mislim da je ETF jedan super tool, posebno za male ulagatelje, jer je relativno jeftin. Znači tu je management fee svega 0,6% i za nekakvih 25, 26, 27 eura, znači recimo 30 eura koliko košta jedan unit, se može kupiti cijeli basket najboljih slovenačkih dionica. Dividende se uključuju u sklad, u ETF sklad, tako da nema nikakvo capital dividend taxation ili capital taxationa dok se ne proda ETF. Hvala. Se bo potem Andraž ga še malo bolj podrobno izprašal, pa izpostavil tudi kakšno slabost investiranja v ETF-e slovenske, vezane na slovenske blue chipe. Tako da ja, prej sem omenila, da smo celo detektirali med top 50 največjimi delničarji slovenskih blue chipov, tudi posamezniki, ki imajo kar lepe portfelje. Če lahko sem izpostavila mogoče Krka, tam imamo največ malih vlagateljev, tam je tudi kar nekaj posameznikov, ki imajo kar lepe številke, zelo kar velike investicije v Krki, po več milijonov evrov, 2, 3, 6 oziroma ne 6, ima Sviz, se upravičujem, Sviz sindikat ima 6 milijonsko investicijo. Zanimiva je recimo Luka Koper, ki ima pa 52 oziroma 1,3% delež v Krki, to je približno 52 milijonov evrov. Kako gledaš na to, recimo, da si blue chipi? Boštjan, mogoče če lahko komentiraš, kako gledaš na to, da je Luka Koper pomemben delničar Krke? Ja, to so že zelo dolgo, mislim, da niso posebej dodatno še investirali. Ampak ja, to so te skrite rezerve, vprašanje, ko je v bilanci urednoteno. Tako da tukaj se precejšna vrednost lahko še skriva. Konkretno tudi za Luko Koper. Če se enkrat odločijo prodati, to realizirajo, bo sigurno velik skok dobička v tistem letu, pa lahko tudi dividenda pa ali iz tega naslova. Zdaj, mogoče prej, če sam še toliko lahko, kar si prej dividende, te izračuni, to se je nanašalo na fizično osebo po plačilu davka. Zdaj, če pa nekdo investira kot podjetje, ja, dobro, je pa matematika malo drugačna in je še bolj v korist tega, kar na te dividende stav. Ja, je kar nekaj tudi podjetij med top 50, med največjimi delničarji, to greste lahko pogledati
Mislim, da je dostopna ta baza, ne? Tako da si lahko pogledate tudi, katera podjetja so. Ja, sem pa našla kar nekaj posameznikov, ki so investirani v več teh naših slovenskih blue chipih, 6, 7. Enega smo našli, ki ima 10-milijonski portfelj, 6 različnih investicij. Jaz mislim, da ima ta gospod tudi preko kakšnega podjetja, kakšno naložbo, ne? Tako da je kar nekaj takih posameznikov, ki imajo kar lepe investicije na slovenski borzi. Pozabila sem te pošteno vprašati, ti investiraš na slovensko borzo ali investiraš tudi na kakšne druge borze? Spremljaš tuje trge? Ja, seveda. Pač v 22 letih sem Balkane poskusil že praktično vse, kar sploh obstaja. Procentualno gledano je koliko velik tvoj portfelj slovenski? To je v nasprotju z vsemi pravili, ki naj bi se jih držal, tako da to niti ne brezkrivo. Pač ja, neproporcionalno večji je v Sloveniji, kot bi nekako bilo razumno, ampak pač tega se držim že dolgo, pa se dobro obnese. Zaenkrat se ti dobro obnese. Mogoče, če lahko pogledamo, imamo še eno šibkost, se mi zdi, da se bo gostova pozabila to, da smo zelo panožno šibki. Zdaj, če pogledamo, imamo farmacijo, enega farmacevta, bančništvo, eno banko, zavarovalništvo, 2 zavarovalnici, Cinkarno, Luko. Kako gledamo na to, Matej? Šibkost. Če gledamo S&P, je precej veliko bolj razvojen, veliko bolj seksi panog je v S&P-u kot pa recimo tukaj. Ja, to je posledica tega, kar smo se že prej pogovarjali. Ta podjetja, ki so prišla na borzo, so bila v bistvu posledica nekega legacyja, ki se je prej v Jugoslaviji delal, so ta podjetja zrasla, naredila se je privatizacija in so prišli na borzo. In prav dosti od tega, oziroma kaj več od tega, jaz niti ne bi pričakoval. Zdaj, kdorkoli vlaga sam na Ljubljansko borzo, bi jaz rekel, da če išče tehnološke delnice, jih dvomim, da jih bo dočakal. Ker razlog je v tem, da danes, če hočeš biti napredno tehnološko podjetje in hočeš priti do nekje par 100 milijonov prihodkov, to moraš narediti zelo na hiter. To pomeni, da v določenem obdobju ti rabaš 10, 20, 30, 40, 100, več 100 milijonske čeke, več 100 milijonov direktnih investicij, ki jih v Sloveniji ne boš dobil. In ko jih dobiš, na to temo lahko Andraž verjetno precej več pove kot jaz, ampak tega denarja v Sloveniji ni in ga moraš iskati v tujini, in ko ga iščeš v tujini, še preden prideš na borzo, je prva zadeva, ja, slovenska zakonodaja ni najbolj ugodna za nas vlagatelje, ki pridemo noter s takim velikim denarjem, in tudi davčno so zadeve v Sloveniji komplicirane. Prva stvar, morate preseliti sedež v tujino. In veliko teh podjetij, ki so v Sloveniji uspešni tehnološki, imajo že zdaj sedeže v tujini in vlagatelji iz tujine in ne bodo nikoli videli slovenske borze. Pač ni te zgodbe, da bi se v to, mislim, ni variante, da se ta zgodba v to smer odvije. Videli smo, prej sta omenjala podjetja, ki so šla na borzo, recimo Zamanta je bila, prek Outbrain je šla, Sportsradar je tudi, mislim, da šel na borzo, Celtra ima sedež v tujini, Haiku sedež v tujini, Flaviar, tujina, Birdbody, tujina. Vsa ta podjetja imajo sedeže v tujini, imajo tuje vlagatelje in tam bodo tudi ostala. Zdaj, kaj v Sloveniji lahko pride na borzo, je pa samo to, kar je v državni lasti. To se pravi, imamo elektropodjetja, imamo elektroinfrastrukturo, to je pa neke energetike še ostane in to je to. Pošta, mislim, da je zanč Aleš Ipavc rekel, da bi tudi pošto dal na Ljubljansko borzo. A lahko mogoče sam nekaj povem vezano na to temo. Top 30 Adria Magneto smo ravno kar pripravili za Bloomberg Business Week. Adria, to je regionalna revija, ker sem urednica. In ja, dejansko smo naredili analizo regionalnih podjetij, ki so pritegnili največ denarja investitorjev. Tukaj govorimo res o nekih velikih številkah. Kot mogoče sam zanimivost, Rimac ima sedež na Hrvaškem, Infobip ima tudi sedež na Hrvaškem, a ne, Andraž? A Infobip je na Hrvaškem? Ne? No, nekaj posameznikov pa smo vse našli na tej lestvici, ki imajo tudi sedež v regiji. Je pa tako, da recimo Infobip pa Rimac imata neko ambicijo iti na borzo, ampak ne na lokalno, ampak v tujino, a ne, Ivan? Da.
To je to. Zanimiva zgodba, no, res vidiš, zanimive, uspešne zgodbe, to so večinoma zgodbe, to so IT-ovci, večinoma so vsi iz IT sektorja, pa različna področja pokrivajo. V glavnem, kje smo ostali? Mogoče slovenski kapitalski trg, zelo veliko se govori o razvoju tega slovenskega kapitalskega trga, kje smo, koliko daleč smo, kdaj bomo iz robnega trga prišli v razvijajoče se trge, se bo to zgodilo, likvidnost je tista, ki je pomembna, ne? Ja, mislim, mogoče, če pokomentiram še ravno glede na temo likvidnosti, nekaj smo govorili, da je slovenski trg nelikviden, v bistvu vse delnice imajo dejansko market maker oziroma vzdrževalce likvidnosti, tako da za manjše vlagatelje tukaj ni nekih težav z likvidnostjo, ne? Prav tako, kot si omenila, prej tudi mi smo vzdrževali likvidnosti za državne vrednostne papirje, tako da nekdo, ki želi kupiti obveznice, delnice v, bom rekel, nekih normalnih zneskih, to ni težava. Ko si pa ravno omenila, tudi na zadnjem eventu je tudi gospod Tipovec, predsednik Ljubljanske borze, omenil tudi DARS, kot eno potencialno možnost za kotacijo. Seveda je pa tu, kot se že nekaj desetletij vrtimo v krogu, predvsem na strani države, da dejansko to pospeši. In dejansko, če gledamo, mogoče zdaj navežem malo to zgodbo, strategija slovenskega kapitalskega trga je tudi bila ena izmed smernic, je bila ta, da izdamo ljudsko obveznico oziroma obveznico, ki je namenjena vlagateljem. Se bom rekel, če ste spremljali to zgodbo, je v bistvu bila dobro sprejeta med ljudmi. Tudi vidimo, da se je v tistem času zelo povečal promet na Ljubljanski borzi. Tudi mi kot vzdrževalec likvidnosti z obveznicami smo zaznali, da je v prvem kvartalu bilo čez 10 milijonov prometa z dolžniškimi vrednostnimi papirji, kar nismo že bili priča zelo dolgo nazaj. Tako da likvidnost je problem, če pa gledamo dejansko naprej glede strategije slovenskega kapitalskega trga, da bi prišli v bistvu iz frontier marketa oziroma obrobnega trga v emerging market oziroma hitro rastoči trg, da nas bi prišli dejansko na radar večjih investitorjev in tudi dejansko večjih upravljalcev, je pa seveda posledica, kot je bilo rečeno, 2 podjetji z kapitalizacijo čez 2 milijardi evrov, to je to in to je pot, ki nas lahko pripelje do tja. Izdaja ljudske obveznice si omenil, ne? Jaz sem mlade 16, 17, 18 in 19 letnike vprašali, če so slišali kdaj za ljudsko obveznico. Niti en ni slišal za ljudsko obveznico. A se ti zdi, da je država dobro finančno opismenila ljudi, kaj je ljudska obveznica? Tukaj smo videli tudi ogromno neznanja na strani novinarjev. Mogoče ne, ko govorimo o finančni pismenosti, treba je nekje začeti. To je bil zdaj prvi korak, ki ga je naredila država v pravo smer. Seveda imamo izzive, se tudi, če pogledamo dejansko, koliko je bilo dejansko investitorjev pri sami izdaji, čez 9000. Izdaja je bila okrog 261 milijonov je bila izdaja. Če zračunamo poprečje, gotovimo, da je to poprečje 30 000. Če pogledamo dejansko potem davčno stopnjo, vidimo, da nas tukaj ljudje so zelo racionalni, tudi v tem primeru so bili in dejansko dokler država ne bo stopila tukaj naproti in znižala davka na obresti na državne vrednostne papirje, kot imamo recimo v primer v Franciji in tudi v Nemčiji, tako dolgo bojo investitorji pasivni. Glede mladih in obveznic, sama si omenila v začetku, da vsi mladi gledajo na hitre donose, kar pa seveda pri obveznicah dejansko ni. Obveznice in dolžniške državne vrednostne papirje moramo gledati seveda z dolgega vidika. Predvsem so namenjeni tisti investitorji, ki želijo nekaj varnega z dejansko vnaprej določenim donosom, kot je bil tudi pri zadnji izdaji obveznice. To je ta razlika. Zato tudi mladi nimajo interesa za obveznice. Ja, mogoče pa tudi ni bil na pravem kanalu predstavljena ta zadeva. Na TikToku to nismo videli, Sam tok ne. Ja, škoda, meni se je zdelo, da bi država lahko tukaj vseeno malo več naredila za to, da bi predstavila obveznice, ta inštrument, tako da to so kupovali večinoma starejši ljudje, ki imajo že itak denar na banki, To je bila statistika. Mislim, da je bilo ne vem koliko ful visok odstotek proti tistih 60 plus v starosti. Kako pa si ti gledal na tole ljudsko obveznico? To je bil fulen trend v celi Evropi, na Hrvaškem so, mislim, da 2 izdaji imeli, zdaj celo govorijo o 3. izdaji. 2 sada, da. Ampak zdaj so volitve, oziroma so bile volitve. Maja ne bi izdali še novo ljudsko obveznico, Ja. Meni se zdi to super. Meni se zdi to ena najboljših zgodb, kar je bila.
v tem času. Jaz se strinjam s tem. Za koga pa misliš, da je primerna recimo ljudska obveznica? Bom rekel, za tiste, ki so jo kupili. Kar pomeni, definitivno ljudska obveznica v tem obliki 3 leta po donosnosti, ki so jo takrat ponudili, je to za generacijo 60+, bomo rekli, težko najdeš bolj primerno naložbo za njih. Edino mogoče izdajatelj ne razmišlja, da bi lahko to stvar naredil, da ne bi bila samo ena ljudska obveznica, ker jaz sem proti ljudski obveznici, sem pa za obveznice in jaz mislim, da bi mogla biti vsaka obveznica tudi ljudska obveznica in da bi mogla biti vsaka obveznica neobdavčena. Ker če plačamo davek že enkrat državi in potem s tem neto dohodkom, ki ga imamo, zakaj bi mogli državi še enkrat plačati davek? To mi je povsem nelogično in nesmiselno. In bom rekel, zakaj delati segment obveznic v ljudske pa ne ljudske? Zakaj ne imeti vseh obveznic na Ljubljanski borzi in v vsaki izdaji imeti tranšo, ki je namenjena tudi majhnim vlagateljem in v bistvu kar naenkrat dobimo nek veter v jadra lokalnega trga in bomo rekli različne ročnosti. Na eni strani, če imamo te 3-letne, 5-letne papirje, ljudje, ki živijo od dohodka, iz pasivnega dohodka, mogoče govorimo po teh obveznicah, ki so 100-letne in katerih zahteve donosnosti lahko rastejo in padajo isto malo, ampak kar se na glavnici dogaja, je pa to bistveno večji učink. Pa lahko tudi malo bolj aktivne vlagatelje na borzi premami mogoče 20, 50, 100% donos, kapitalski donos. Recimo, meni najbolj ostalo v spominu je še v prejšnjem življenju nakup španske 50-letne državne obveznice, katerih realiziran donos je bil preko 100% kapitalski dobiček v parih letih. Mislim, da v tem kontekstu lahko obveznice tudi konkurirajo marsikateri delniški naložbi. Ti si imel pa razburljivo obdobje. Zelo. Vidiš, ni tako dolg čas na obvezniškem trgu, sploh zadnja leta se mi zdi, da je kar precej pestro. Mogoče te kratkoročni donosi bi tudi 17-letnike pritegnili. Mogoče bi šli pa na zakladne menice, ki so dosti podobne, ne? Se pravi, imamo tukaj 3-600. Ne, glih hočem pa kapitalske, mislim, kratkoročni papirji nimajo takih skokov na glavnici. In saj centralna banka bo malo višala obrestne mere, malo nižala, ne? Ampak kaj pomeni, da bo zakladna menica namesto 3,5, 3,25 donosnost, ne? Če pogledamo pa to papirje, ki so dolgi 100 let, ne? Je pa to lahko 20% brez problema na kapitalski dobičku ali pa izgubi, ne? Tam pa mogoče potem pride to do izraza za tiste, ki pač jih malo zanima akcija, ne? Da lahko zaslužijo ali pa izgubijo. No? Joj, a ti nekaj zaupam, a si slišal za kriptotrg? Meni se zdi, da je tam res kar precej akcije. No? Pa mislim, da mladi tam lovijo neke vroče zgodbe, tam imaš po 1000%, ne vem. Ja. Ampak bomo rekli, če hočeš razvijati kapitalski trg, ne, bomo rekli, kaj enkrat govorimo v večji volatilnosti, ne, v bistvu to bomo rekli bistre ume privlačne in bomo rekli, ko pa greš v zgodbo tega, da kaj je legit pa kaj ni legit, ne, pa tudi lahko kdo vidi mogoče malo manjše donose, bolj smiselne, še posebej, če niso obdavčeni. To je res, ja, kripto je tudi neobdavčen, vse to veš. Bomo rekli, če ne trguješ, ne, se pravi. To je neka stvar, ki se mi zdi, da je bolj v megli, kakor pa še vprašanje, kaj se bo tukaj razvijalo na tem področju. Vprašanje, ampak trenutno, če ti držiš investicijo kripto, si pač neobdavčen. Obravnavajo tako kot katerokoli drugo valutno trgovanje, tako da je neobdavčeno zaenkrat in smo tehnično gledano davčna oaza še vedno. Ja, ampak držanje vročega zraka na dolgi rok. To so kar uspešni hodlarji, se jim reče. Ja, sej vem, ja. Ampak Diamond hands.
Tudi stari. na Balkanu je marsikdo verjel, da je zgodba. Jolo. Okay. Malo se hecam. Zdaj gremo pa k Hodel. suhoparnim zakladnim menicam. Danes sem dobila sporočilo enega brokerja, ki jih veselo ponuja. Zakladne menice, to je vroči hit, vidim tlele statistiko, sem si zrihtala, dejansko gospodinstva kar precej zadnjih investirajo v zakladne menice. Ne vem, ste vi tudi kaj spremljali zakladne menice, se vam to zdi zanimiva naložba, kratkoročna, mogoče, če se kdo opogumi, pove. Kaj se zdi zanimiva? Povej, ti si tako bolj v tem svetu. Mislim, če sem v slovenski banki, ne, pa dobim, pa imam denar, ne, premoženje, ne, pa mi banka ponudi nič, država pa 3,5. Jaz res ne vem, aj treba biti rocket scientist, da vidiš, kaj je bolj. Ne vem, jaz ne vidim razloga, zakaj ne bi te arbitraže človek izkoristil. Mogoče, ker ne pozna zakladnih menic, ne? To je spet ena ta težava. Kdo se uči o zakladnih menicah, kje se izobražujemo o tem, kdo nas je poučil, država nas nič ni poučila, dali so pač nekaj. Se vi izdajate, ne, zakladne menice, mogoče bi pa ti, Daniel, ki lahko povedal. Mogoče, če komentiram z naše strani, mi smo dejansko primarni vpisnik, v bistvu sodelujemo pri vseh primarnih aukcijah kot banka, kar pomeni, da dejansko so dostopne vsem, ne, ampak ko gledamo, ne, bom rekel, zelo podobna zgodba kot pri obveznicah. Ne? Kdo je trenutno zainteresiran za za zakladne menice, so predvsem starejši, pa tako kot je Primož omenil, vsi, ki iščejo nadomestilo depozitu. Ne? In potem je tudi ta krog. Ne? Se pa strinjam, da z večjimi zgodbami izdaji državnih vrednostnih papirjev, pa če je to obveznica, zakladne menice so že praksa, bom rekel, kar dolgo obdobje, ne, v bistvu vse od začetka Republike Slovenije, ne, ampak ko se v bistvu razširijo te informacije med ljudi, potem postane to zanimivo. Zato, ker smo imeli 9000 vlagateljev, jaz mislim, da naslednja izdaja, kot tudi na ministrstvu predvideli, ne vemo kdaj, naslednjo leto, letos, bo tudi pritegnilo več vlagateljev. Je pa to, kot smo ugotovili vsi, da je pač problem davčno okolje in omejitev obdavčitve obresti na teh 1000 evrov. Ne. To je izziv. Ne. Ker so vlagatelji vsi racionalni, tudi pri obrestih. Ja, predvsem pa pri stroških borznih posrednikov. To je največja bolečina. Mogoče tu mislim, ker prihajam iz te industrije, ne bom rekel, tokrat tudi, ko smo se pripravljali in to izdajo, vsi distributerji smo dejansko maksimalno pogledali na stroške. Ne? Zdaj, če dam recimo kot primer, kdorkoli je kupil za 10.000 evrov republiških obveznic, je to letni strošek 22 evrov. Vpliva na donos, se strinjam, ampak ne bistveno. Imeli smo kar nekaj zanimivih zgodb, tudi iz tistega časa, ko je potekal sam vpis, ne, se pravi, gospe niso kupovali samo ljudske obveznice, ampak so dobile zraven še kakšen sklad. Ne. To smo tudi pisali na Bloomberg Adriji o tem. Mogoče za zaključek, če bi lahko izpostavil, Boštjan, zanimive delnice, na katere boš ti pozoren v naslednjih letih, recimo slovenske. Siguran obe zavarovalnici, seveda tukaj tveganje naravnih nesrečne, te ujme so vse pogostejše, ampak tukaj smo videli, da tudi to so zavarovalnice znale dobro preprečiti, da bi jih to potopili. NLB, dokler bojo razmere take, kot so zdaj, je to pač cash machine. Krka, dokler se v Rusiji kaj ne zgodi, tam je glavno tveganje z ruskim delom. Pa Cinkarna Celek se bo enkrat obrnil cikl, zaenkrat pa ne. Ja. Zdaj, ko si omenjal NLB kot zanimivo delnico, zdaj, kaj se bo zgodilo 1. maja, ne vemo, kako bo FED, kako se bo odzval. V primeru, recimo, da se začnejo zniževati ključne obrestne mere, kaj to pomeni za njihov dobiček? Mislim, siguran se jim bo poznala, ne? Ampak dokler gospodarstvo dobro dela, dokler ni kakšnih odpisov, dokler ni pretresal, bo pač dobiček nekoliko nižji, ampak se zdaj ga je bilo čez 500 milijonov, ne? Pa je na ta dobiček je 4. Tako da tudi, če bo z 20-30% se zmanjšal, bo še vse en zgodovinsko vrhunski
Tako da dividenda je lahko na tem nivoju, kot je zdaj, še kar nekaj časa. 11 evrov. To je njegova 11 evrov je 220 milijonov evrov, ne? Ja, Zdaj pa to milijarde dobička. To je samo eno mnenje posameznika, mogoče še disclaimer. Povej, Matej, kako pa ti gledaš? Vem, da nisi strastni ljubitelj slovenske borze, da se ti je zamerila, ker si mogel toliko v bistvu analizirati te delnice in zdaj iščeš priložnosti drugje, ampak vseeno. Ne, bi se strinjal. Obe zavarovalnice siguran, mislim, če se obrestne mere začnejo počasi dvigovati, bodo zavarovalnice imajo zelo relativno kratkoročne papirje, to se pravi, lahko zajahajo ta val v bistvu zvišanja obrestnih mer, imajo dobre prihodke iz naložbenega dela. Vsi, ki zavarujete avtomobile, ste videli, da so vam premije se letos zvišale. To na račun višjih servisnih storitev, višjih cen materijala in tako naprej, ki jih zavarovalnice morajo plačevati v primeru škod. Zdaj, če pridemo do deflacije, bodo še te stroške imele nižje, bo še v bistvu še na tem valu lahko zaslužijo. Če bodo pa razmere enake, kot so, to se pravi, da centralne banke držijo obrestne mere ali pa jih še celo malo višajo, je pa NLB pač nekaj časa siguren, bo še lahko služil na račun varčevalcev, ki se ne aktivirajo. Pač enostaven smo zdaj zadnjih 12 let bili v obdobju, kjer so bile obrestne mere nič in marsikdo mlad niti ne ve, da lahko tudi depozit veže in dobi višjo obrestno mero, ker enostaven pač obrestna mera je brez veze, ne obstaja in se v bistvu sploh ni bilo treba izobraževati v tem instrumentu, ker ni obstajal. Tudi obveznice, ta instrument za večino retail investorjev ni obstajal. Razen institucionalcev, ki se pač profesionalno morajo s tem ukvarjati in druge izbire nimajo, ni bilo tega instrumenta in sploh ni bilo potrebe po pridobivanju tega znanja, zato ljudje ne poznajo teh instrumentov, ne vejo, kaj so zakladne menice, kako se jih upiše in tako naprej. Je pa očitno zdaj prišel čas, ampak očitno bo hiter menil oziroma bomo hiter spet nazaj. Že banke so začele rezati depozitne obrestne mere, tako da to je že opazno tudi na trgu. Mogoče sam glede na tega, kar si zdaj rekel, dejansko, ko izobražuješ mlade, recimo je bilo obdobje, ko je bil NFT hype, niso vedeli sploh, da obstaja depozit, sploh niso vedeli, kaj to je. Ampak še ena zadeva je, mislim, da je večino denarja, ki ga imamo danes na bankah, denar na vpogled. Mislim, da je znor visok odstotek, se pravi, tudi odrasli, ki imajo denar na banki, ga ne vežejo. Tako da to je tudi ena zanimiva stvar. Ne? Ja, ker enostavno nikjer ne vidijo, da bi se obrestne mere višale, sploh če nimajo še kreditov. Če imaš kredit, opaziš še to, mislim, opaziš na negativni strani, ampak če imaš pa depozit in se ne zanimaš za te stvari, niti ne veš, da to obstaja. Na drugi strani imaš pa inflacijo in tvoja realna vrednost tvojega denarja je pa kakšna. A to veste, 1000 evrov, če ga držite na banki 40 let in čisto nič ne počnete s temi tisočaki, v roku 40 let ob 2% inflaciji je dejansko teh tisočakov vrednih oziroma kupna moč se ti zmanjša za skoraj 550, se pravi 450 evrov. Tukaj imamo 2% inflacijo dolgoročno, tako da to je ta izračun, ki je dosti brutalen, kako v bistvu počasi inflacija zoba tvojo kupno moč. Tako da denar je treba dejansko aktivirati. Ne? Kako gledamo? Zdaj vemo, z 1000 evri, kaj smo lahko kupili, recimo 30 let nazaj, pa kaj kupimo danes tehnološko. V bistvu je, če gledamo skozi razvoj tehnologije, je se zgodila precejšnja deflacija. Ni vse tako enostavno, hočem to reči. Ampak vseeno je za prikaz, da dejansko nažira tvojo kupno moč. Se pa zaradi mene lahko gledava tehnologijo od sutra do jutra. Dejansko, če ti denar leži na računu, kaj ti pomaga tehnologija? Koliko je pa tehnološko napredovala NLB v zadnjih ne vem kolikih letih? Ne rab. Ni potrebe. To je tako lepo, da ne rab. Niti Krka ne rab vlagati bistveno in vse te firme so veselo tukaj. Neambicioznost, to smo že obdelali. Tako je. Povej, koliko tehnološko smo napredovali v zadnjih časih, v zadnjem času? Recimo banke, ponudniki. Mislim, če pogledam čisto svojega zornega kota, pa v ustanovo, s katere prihajam, mislim, da smo v zadnjih letih kar naredili
veliki korak naprej, predvsem v smeri digitalizacije. Bom rekel, dostopne so vse storitve tudi preko spleta. To digitalizacija je zelo vprašljiva, še vedno je treba iti na banko fizično. Mene so klicali z 2 bank, da moram fizično priti, enkrat zapreti račun, drugič pa so hoteli mene v bistvu identificirati. Ne? Tako da dvakrat so me povabili, to pa je v bistvu posledica zakonodaje. Ja, imamo pa možnost tudi prek kakšnih drugih neobrokerjev oziroma neobank priti nadaljavo, odpremo račun. Če jaz gledam čisto izpostavim našo banko, ne, tudi recimo, ne vem, poteče osebni dokument, se lahko to online naredi. Večinoma storitev se da narediti preko spleta oziroma mobilne banke. No evo, lahko testirate, če to res drži. Na KBM. Lahko. Povej, Primož, kako ti gledaš na slovensko borzo, katere delnice boste spremljali? Naštela sem, kje ste zdaj prisotni, verjetno tudi kakšna Krka, NLB. Mi spremljamo celotni globalni kapitalski in finančni trg, tako da tudi Slovenijo bomo spremljali podrobno, mogoče še malo bolj podrobno, kot bi si zaslužila, ker je bliže našemu srcu in ponavadi rekel, eno od mojih pravil je, da investiraj tisto, kar poznaš. No. In v tem kontekstu je pač lokalni trg bližji kot kar ostalo, ampak pač kot profesionalci spremljamo vse. Kar se še pa Ljubljanske borze, jaz mislim pa, da ima mlada generacija oziroma naša generacija oziroma vse generacije pač neko dolžnost, da mogoče niso samo te tehnološka podjetja, ki grejo med zvezde, ne? Da je pa tudi marsikatero podjetje, ki je lokalno prisotno in lokalno ustvarja. Ne? Bomo rekli, lahko razmišlja tudi o tem, da bi bilo nekako poslanstvo lastnikov oziroma teh kreatorjev, da bi enkrat v prihodnosti končali tudi na borzi. Ne pa sem na nekih private equity skladih in pa bomo rekli na tujih borzah. Joj, zdaj se pa tam le Andraž v glasu. To pomeni, da se druga okrogla miza še ne bo začela. Andraž, boš povedal, imaš nekaj zapovedati, a ne? Se bom sprehodila do tebe. No. Zdravo, živel sem. Primož, v bistvu vprašal te sledeče, ne? Glede na to, da je Modra zavarovalnica tudi en večjih investitorjev v alternativne sklade, ki investirajo v private equity. Ne? A ste kaj razmišljali, kako boste rollover naredili, ko bo treba z teh naložb iti ven? A boste z drugega sklada recimo, ne vem, investirali v IPO na Ljubljanski ali pa kakšni drugi borzi? Ali pa te mogoče obdržali celo delnice v te iz DOO-ja v DD šli? Evo, te malo izzovem. Mi definitivno gledamo pač imamo strateško lokacijo, kjer med različne naložbene razrede, različne uteži nastavljamo in vedno iščemo, kar je priložnost na trgu. Ne. Mi sam kot rekel, slovenski investitor v tem kontekstu vidimo podporo slovenski, bomo rekel, industriji, ki se razvija v tem kontekstu, da bomo lahko mogoče čez 10-15 let govorili v lokalni borzi ali pa lokalnem kapitalskem trgu kot bistveno bolj razviti platformi, ki bo generirala rast. In z veseljem bom rekel sam osebno, da če bo kakšna zgodba prišla na Ljubljansko borzo, pa bo imela, bomo rekel, pa bo primerljiva po tveganju in donosnosti katerikoli drugi naložbi, da definitivno smo prvi v vrsti, ki bomo o tem razmišljali, oziroma vsaj jaz bom tako razmišljal. A je še kakšno vprašanje mogoče z publike? Kar pogumno vprašajte naše goste. Bom pa jaz mogoče vprašala, ti kaj skačeš po Ljubljanski borzi? Ne. Ne še skačeš? Ne, po Ljubljanski borzi pa ne. Katere naložbe te pa zanimajo? Je v bistvu New York, ameriška borza, večinoma je kripto, pa startupi. Evo, odlično, najlepša hvala. A je še kakšno vprašanje mogoče? Una navezava od tega nepremičnina ali pa delenca. Se pravi, če jaz dam 400.000, 500.000 evrov na slovensko borzo, imam letni donos recimo samo od dividend, prej smo govorili, bi imel letni donos 5.000 evrov, če pa dam stanovanje, imaš pa nižji donos, v bistvu, glede na investirano donosnost. Zdaj, če bi dal 5.000 evrov na stanovanje, imaš pa nižji donos, v bistvu, glede na investirano donosnost. Zdaj, če pa dam stanovanje, imaš pa nižji donos, v bistvu, glede na investirano donosnost. Zdaj, če pa dam stanovanje, imaš pa nižji donos, v bistvu, glede na investirano donosnost. Zdaj, če pa dam stanovanje, imaš pa nižji donos, v bistvu, glede na investirano donosnost. Zdaj, če pa dam stanovanje, imaš pa nižji donos, v bistvu, glede na investirano donosnost. Zdaj, če pa dam stanovanje, imaš pa nižji donos, v bistvu, glede na investirano donosnost. Zdaj, če pa dam stanovanje, imaš pa nižji donos, v bistvu, glede na investirano donosnost. Zdaj, če pa dam stanovanje, imaš pa nižji donos, v bistvu, glede na investirano donosnost. Zdaj, če pa dam stanovanje, imaš pa nižji donos, v bistvu, glede na investirano donosnost. Zdaj, če pa dam sta
podatki so taki, zdaj me pa zanima, zakaj bi dal v nepremičnino denar. A boš ti odgovorila, Monika, bo Andraž odgovoril. Andraž, kakšna je zdaj pa donosnost iz naložb, zdaj pri teh rekordnih cenah se je ta kar precej znižala, kaj, 3%, kaj takega? Jaz se moram v bistvu strinjati, ne. Obstajajo, vedno poudarjam, da obstajajo alternative naložbam v nepremičnine in spodbujam tudi sam ljudi, da del svojega premoženja investirajo tudi v druge naložbe, ne pa samo v cegle. Je pa tako, ne. Zdaj, odvisno v katerem obdobju smo vstopili v same nepremičnine, ne, dosti jih je zajahal ta val hitre eksponentne rasti v zadnjih letih in tukaj ni šlo samo za neke donose, ki so jih ljudje dobivali od najemnin, ampak je bilo v bistvu šlo za rast samih cen nepremičnin, ki so rasle po več desetkratnik, 10% na leto in tukaj so se pač ustvarjali zelo visoki donosi. Zdaj v nekem tem trenutku smo mogoče na nekem nivoju, kjer to ne bomo več pričakovali v taki meri in bo v bistvu donos pri teh cenah, če zdaj kupujemo, res odvisen od tega, kaj bomo z nepremičnino delali v prihodnosti. Žena ne zgleda prav preveč navdušena. Domen, najlepša hvala z nami, Domen Prevc, namreč sem kar potunkala te zdaj, ne? A je mogoče še kakšno vprašanje? Ne, bomo zaključili. Najlepša hvala za odlično diskusijo. A ne? Pa se vidimo potem ob naslednji priložnosti. Zdaj pa vabim Andraža, da bo prevzel naslednjo okroglo mizo, ki bo potekala v angleščini.